še par terminov, izrazov iz področja spletnega izobraževanja, zato da boš res znal pravilno uporabiti v pravilnem kontekstu, pravilno poimenovanje svojih spletnih izobraževalnih produktov. Je pa tole tretji video v seriji 4 videov. Prvi video je bil o trendih na področju spletnega izobraževanja pri prodaji spletnih izobraževalnih produktov, torej trendi v 2026, kaj so tiste, bom rekla, neke posebnosti, ki mogoče spreminjajo svet in svet spletnega izobraževanja. Drugi video smo se že dotaknili parih izrazov, predvsem smo si pogledali formate in pa sledi video, torej video 4 sledi, bom vse te linke spodaj dala pač do preteklih pa do prihodnjih videov, ko bojo. Četrti video se pa posvetimo spletnim poslovnim modelom spletnih izobraževalnih produktov. Tako da v bistvu tale video je tudi temu namenjen, da v bistvu pridemo na skupni imenovalec, na enako izhodiščno točko, kar se tiče izrazov v spletnem izobraževanju, zato da potem lažje razumemo tudi tisti del, ko bomo govorili o poslovnih modelih. Če se že ne poznava, samo na kratko, sem Marija Maruša Jovanovič in še bolj na kratko sem Maruša. Pomagam pri kreiranju online programov, skratka pri dizajniranju, oblikovanju online programov in vse tja do produkcije, da so posneti in narejeni. Seveda, ker samo to, da posnamemo in da naredimo produkt, še ne pomeni, da bojo prišli. Seveda suportiram tudi celoten, bom rekla, tisto zadevo okoli, vse okoli, torej vzpostavljanje spletnega prodajnega ekosistema, torej nekega takega sistema, kjer vodimo kako preko spleta, od pridobivanja strank do spletne prodaje in pa seveda, ker morajo spletni tečaji naše spletne skupnosti nekje gostovati oziroma nekje na spletu stati, podpiram oziroma vzpostavljam tudi spletne skupnosti, torej spletna učilnica plus spletna skupnost oziroma, jaz sem temu rekla, spletni hub, skratka neko tako spletno središče, tako da to je nova storitev v 2026 na voljo, skratka, da lahko naredim en tak celosten paket vsega, kar potrebuješ, če prodajaš svoj know-how na spletu in želiš seveda, oziroma če prodajaš svoj know-how in želiš to seveda podpreti z sodobno spletno tehnologijo. Mogoče še to, spodaj boš našel tudi v opisu tudi link do brezplačnega uvodnega programa, to je ena taka serija, kjer grem bolj podrobno skozi vse te tehnične in tudi vsebinske zadeve, razložim pravzaprav, kako ta svet online biznisa deluje, kaj vse je treba vzpostaviti, kako stvari delujejo iz vsebinskega, organizacijskega, tehničnega vidika. Evo, zdaj pa, da ne bo tale video predolg, 4 stvari smo rekli, 4 termini, 4 izrazi, ki bi jih želela rada še, da jih usvojimo, kar se tiče online sveta oziroma spletnih izobraževalnih dogodkov. In sicer so to besede, jaz jih bom v angleščini povedala, ker v bistvu ponavadi težava pri tem razumevanju glih v angleščini, ko pa date v opis. Online pomeni online in je spletno, tako da to je naše izhodišče. Potem pa imamo izraz offline, potem imamo izraz on-site, oziroma sama uporabljam izraz na terenu, na lokaciji, bomo tukaj naredili distinkcijo, kaj zdaj to pomeni v živo in kaj ne v živo. Potem je tretja stvar kombinirano, oziroma v angleščini se reče blended learning, blended kot mikser, blender, in pa hibridno izobraževanje, tako kot naj spominja na hibridni avto. Tako da gremo vse 4 termine majčkeno pogledati bolj konkretno, tako da jih boste pač uporabljali potem tudi v pravilnem kontekstu. Zdaj, prvi je offline, offline. Dostikrat ga vidim, da napišejo ponudniki, da imajo izobraževanje online ali pa offline. In s tem offlineom mislijo na to, da se izvede v klasični obliki na terenu v neki predavalnici. To je popolnoma napačen izraz, namreč pravilen izraz je on-site, če želimo poudariti, da je izobraževanje klasično, potem moramo uporabiti on-site. Offline namreč pomeni brez povezave. Torej, offline spletno izobraževanje je še vedno spletno izobraževanje, ki ga ljudje gledajo na pravicah ali na telefonu ali na televiziji ali kjerkoli, vendar ne potrebuje povezave.
Tukaj se lahko najlažje predstavljate, če uporabljate, če pač vam je poznan Netflix. Pri Netflixu si lahko v času, ko imaš plačano naročnino, potegneš dol video, kar ne pomeni, da ga ti preneseš na svoj računalnik ali pa na telefon, ampak ga preneseš znotraj aplikacije, kar pomeni, da je dostopno, da je ta video, ta film dostopen tudi takrat, ko ti nimaš povezave. Tako da zdaj v samem svetu spletnih izobraževanj, ki jih izvajamo solo podjetniki oziroma manjše organizacije, se načeloma tega ne poslužujemo prav zelo veliko. To je dostikrat tako offline izobraževanje, ker offline izobraževanje običajno zahteva tudi posebne aplikacije, ne. Ni zdaj dovolj samo, da mi to nekam naložimo, pa bojo ljudje to že lahko gledali offline, ne. Morajo biti aplikacije, tako kot je Netflix, je aplikacija zase in noter lahko pač potem preneseš, ni prenešeno na tvoj računalnik, ne. Tako da offline v tem kontekstu kot pač manjše organizacije, ki izvajamo izobraževanja, načeloma se tega ne poslužujemo. V kakšnih korporativnih okoljih in tako naprej bi pa znala biti uporabna zadeva recimo za ljudi, ki veliko potujejo in tako naprej, pa si lahko te posnetke recimo potegnejo dol, ne, v neki aplikaciji in jih gledajo recimo tudi, ko so, ne vem, mogoče na avionu ali karkoli, ko ni povezave, ne. Tako da offline ne pomeni, da je to, da ni spletno, pa da je klasično, ampak pomeni, da je spletno in da deluje brez povezave. Okay? Druga varianta, ki je običajno to, kar želimo povedati z offlineom, je on-site. On-site na lokaciji, jaz temu rečem. Na terenu, na lokaciji. Mene boste velikokrat slišali, da uporabljam izraz predavanje na lokaciji, predavanje na terenu, predvsem zato, ker se v slovenščini se uveljavil izraz v živo, vendar pa konec koncev tudi, ko smo recimo, ne vem, preko Zooma, smo mi v živo. Tako da jaz v mojem kontekstu, zato da jaz poudarjam, ko razlagam stvari, rečem na terenu ali pa na lokaciji za zadeve, ki so v resnici in person, osebno, ne. In person, to se pravi, da smo v živo, osebno, iz oči v oči, bi se reklo, ne. Tako da to je potem ta varianta, jaz jo uporabljam na terenu ali na lokaciji, ki je v bistvu v osnovi pomeni to klasično izobraževanje, kjer se dobimo, ja, na lokaciji, ne. Okej, tretja stvar, kombinirano. Kombinirano oziroma blended, blender se spomnite, zmiksamo več stvari skupaj, zmiksamo več formatov skupaj. O formatih smo mi v prejšnjem videu govorili, dajte si ga pogledati pač v seriji. Kombinirano pomeni, ki je tukaj velikokrat napaka, kombinirano, v bistvu ga večina sploh ne pozna, ker kombinirano pomeni, da smo mi na terenu plus online. Okej, zmiksamo klasično izobraževanje pa online, vendar nismo to istočasno. Okej, bom kar takoj še hibridno razložila. Hibridno pa pomeni, da smo na terenu in online, torej on-site in online istočasno. Okej, kje je zdaj razlika? Kombinirano pomeni, da recimo vi izvajate izobraževanja, klasično recimo, da se z udeleženci dobite enkrat na mesec nekje v neki predavalnici na neki lokaciji, potem pa recimo imate vmes srečanja, ki so pa po Zoomu. Okej? Ali pa, to je ena kombinacija, ali pa recimo se dobite v predavalnici, vmes pa predelujejo vsebine, mogoče v obliki posnetih predavanj. Okej? Spet dajte si pogledati formati, sem razložila, kaj so e-predavanja, kaj so Zoom delavnice. Lahko je, zdaj bistveno je, da smo na terenu, vsi smo istočasno na terenu in potem vsak zase predeluje tudi online zadeve, recimo, ne vem, ali so to srečanja, ali so vsebine, ali pa to samo neka spletna skupnost. O spletni skupnosti sem ravno tako govorila pri formatih, tako da si pogledaš tam. Skratka, kombinacija tega, da smo na terenu, plus kakršnakoli oblika online. Četrta varianta je pa hibridno, si pa predstavljate kot avto, ki je hibrid, ki ima istočasno recimo za bencin pa za elektriko recimo, ne. Ampak on izbira, kaj bo vozil, ne. On izbira, ali bo v tistem vozil, kaj bo uporabljal, ali bo v tistem, upam, da prav razlagam te hibridne avta. Skratka, v tistem momentu ali voz na elektriko ali pa voz na bencin. Okej, ne more istočasno voziti na oboje. In isto je pri hibridnem spletnem oziroma pri hibridnem izobraževanju.
Hibridno izobraževanje pomeni, da vi date na voljo udeležencem oziroma uporabnikom, kaj bojo koristili. Ali bojo z vami na Zoomu, ali bojo pa na lokaciji na terenu. Kar pomeni hibridno, v resnici eno najtežjih formatov, ker zahteva, bom rekla, dobro tehnično opremo, pač na lokaciji, zato da vi lahko zadostite, da vas slišijo in oni predavalci in oni na Zoomu, pa da imate v bistvu stik z enimi in z drugimi. Za uporabnika pa to pomeni, da lahko izbira, ali bo on z vami se vozil na bencin ali se bo zvozil z vami na elektriko. Skratka, je ena izvedba, je istočasno, vendar pa uporabnik izbere zadevo. Tako da kombinirano je tista varianta, kjer smo na terenu, pa nimamo izbire, smo samo na terenu in dodajamo online. Hibridno je pa pač tak, da lahko izbiramo, ali bomo online ali Zoom. V bistvu bi bila tudi kakšna kombinacija, možna je tudi kombinacija, recimo, tukaj niti ne vem več, kako bi poimenovali, da smo hibridno plus potem še vmes online. To se pravi, hibridno bi po tem primeru pomenilo, da recimo imamo mi izobraževanje na lokaciji, udeleženci nas lahko spremljajo tudi preko Zooma in potem dopolnimo zadeve vmes še mogoče z nekimi dodatnimi Zoom srečanji in z dodatnimi zadevami, ne vem, mogoče kakšnimi posnetimi predavanji in to. Tako da tukaj bi jaz pa recimo poudarila, tukaj se gre predvsem to, da vi znate iz marketinškega vidika pojasniti oziroma dati prednost nekemu formatu. To se pravi, če jaz recimo izvajam spletno izobraževanje, ki je hibridno, plus vmes neka srečanja še, ki so samo Zoom, bi recimo jaz zelo poudarila to varianto, da je to sicer spletno izobraževanje, kjer so določena srečanja narejena hibridno in pač pojasnim, zakaj gre. Saj tudi ni nujno, da čisto uporabite besedo hibridno, ampak predvsem gre za to, da vedno, ko izberete nek ta format, ko rečete, da je nekaj on-site, ali pa ko rečete, da je nekaj pač na terenu, ali pa nekaj kombinirano, ali pa hibridno, da znate to tudi izpostaviti tudi iz marketinškega vidika, torej prvič, da znate pravo terminologijo uporabljati zato, da ne zmedete strank, ker udeleženci, ki poznajo terminologijo pač tako, kot je ta prava, vejo, kaj je hibridno, potem jih vi zmedete, recimo, ko rečete, da je kombinirano. Pa v bistvu ponavadi je bolj obratno. Ponujete nekaj, kar je kombinirano, pa vi temu rečete, da je hibridno in oni si predstavljajo, ok, potem lahko pridem na teren ali pa na Zoomu, Vi pa v bistvu nimate te opcije. Kadar pa imate recimo hibridno, vedno dajte pogledati, kaj so tiste stvari, ki dodajo neko vrednost vašemu izobraževalnemu produktu. Torej, če je hibridno, je to ful dodana vrednost, ker morda nekdo drug, ki nekaj, če ne bi na tak način izvajali, pač je vaša izvedba, bom rekla, ima dodano vrednost, da lahko recimo izbirajo. Evo, upam, da je bilo razumljivo. Sem se potrudila, da bo kratko in hitro, kratko in sladko. Tako da, če je še kakšno vprašanje ali pa kakšna ideja, kakšen komentar, kar lahko spodaj na YouTubeu zapišete v komentarje ali pa v spletni skupnosti, v Edukot.si spletnem hubu. Četrti video, ki pa sledi, to se pravi povabljeni pa še k četrtemu, ki bo pa res majčkeno bolj obsežen, gremo pa pogledati ampak poslovne modele, značilne za spletno izobraževanje, skratka, kako pravzaprav izbrati ustrezen format glede na, svoje izvajalčeve preference, glede na preference strank in njihove izobraževalne potrebe in glede na dobiček, ki ga seveda želimo imeti oziroma zaslužek s posameznim programom.